Dragi prijatelji svetopisemskega maratona, lepo pozdravljeni na zaključku 14. svetopisemskega maratona. Letos je nosil naslov Glej, vse delam novo. Teden dni, po dnevi in po noči, smo vztrajali v branju svetega pisma in ga celega prebrali. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v katerem smo predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik pa je Svetopisemska družba Slovenije. Danes gostimo še zadnji vzporedni dogodek. Posnetke predhodnih si lahko gledate na spletni strani www.svetopisemskimaraton.si. Na današnjem zaključnem dogodku bomo prisluhnili uveljavljenemu slovenskemu režiserju Davidu Sipoču. Pred začetkom pa še nekaj tehničnih navodil. Lepo prosimo, če utišate mikrofone, torej jih daste na mute, kamere lahko pustite prižgane. Za vprašanja lepo prosimo, če sproti pišete v chat, nanje pa bomo odgovorili na koncu. Prav tako boste vprašanja lahko zastavili na koncu tudi v živo. Današnji večer bo sneman in bo na voljo tudi za kasnejši ogled. Zdaj pa pričnimo. Hvala za vašo udeležbo in hvala našemu gostu, da si odzval na vabilo za udeležbo. Tanja, najprej hvala za uvod in hvala vsem, ki ste se danes zbrali v naši družbi. Predvsem pa hvala Davidu, da se je odzval v svojem verjetno natrpanem urniku, da nas je počastil s svojim obiskom. Tako da za začetek, David, ker te poznamo po zelo različnih vlogah, je najboljš, da mogoče začnemo na koncu in se potem vrnemo nazaj. Tako da trenutno nastopaš v glavnih vlogah moža, očeta, direktorja, ob tem vas verjetno še kup stranskih vlog. Tako da bi te najprej samo vprašal, kaj je trenutno tvoj projekt, s katerim se ukvarjaš, oziroma recimo ta, ki ti je danes zapolnjeval dan in kdaj bomo lahko sadove današnjega dela videli tudi gledalci? No, to imam malo več sreče kot pameti, da si me ravno danes to vprašal, zato ker smo danes snemali prizore za film o Slomšku, ki upam, da bo nekje do konca leta končan. Je pa res, da te posnetke, ki smo jih danes delali, ne boste nikoli videli čist takih, kot smo jih danes posneli, ampak se bodo tekom naslednjih mesecev spremenili v animacijo. V resnici smo snemali tako referenco za animacijo, ampak smo jih posneli čistko filmsko, kot bi se drugače lotili vsakih takih zgodovinskih filmskih scen. In to je torej ta projekt, ki mi je danes polno dan. Dopoldan smo bili v Mariborski stolnici, snemali Slomška, ki pridiga, ki daruje mašo. Malo smo se podučili tudi o tradicionalnem latinskem sistemu maše in tako malo posegli v zgodovino. Super. Si bil tukaj kot kreativni vodja, si bil kot vodja podjetja, si bil v kakšni drugi vlogi, ker imaš trenutno verjetno precej različnih vlog. Kaj zdaj sploh počneš? Sicer je ta projekt res tako, da mi je en izmed ljubših v smislu, da sem se odločil za njega, da bi čim bolj bdel nad njem tudi kreativno. Čist praktično sem pa danes v resnici bil snemalec oziroma direktor fotografije. Vid Planinc, ki je pa moja desna roka v studiu, je pa porežiral zadeve, igralcu namestil dodatek na glavo, da je imel podobno frizuro kot jo je imel Slomšek, tako da je bila ekipa zelo mala, nismo imeli danes niti maskerke, včeraj smo imeli maskerko, ker smo tudi snemali iste prizore oziroma pač druge lokacije, druge prizore, ampak za isto zadevo. Tako da jaz sem recimo marsikdaj čisto zadovoljen biti v vlogi enega, ki drži kamero, ki ima sicer moč usmerjati na snemanju, kam stvar zapelje, ampak mojim desnim rokam v studiu zdaj že toliko zaupam, da tudi projekt, ki ga sicer imam tako za enega, ki si ga bom z veseljem podpisal kot režiser, da tudi kakšne te delne stvari predam že tekom nastajanja. Če bi se zdaj malo vrnili k tvojim začetkom, pa bi si ogledali sek iz tvojega filma iz
študijskih dni, tako da bi Roka prosil, če kar zavrti prvi odsek. Mislim, rad hodim po robu, ne, se pravi, rad sem skrajen, ne, jaz sem na nek način skrajnež, skrajnež je slepa beseda. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, ampak po tej poti je treba iti do konca, če ne ostaneš na pol poti. In resnico je treba sprejeti, če ne je to pol resnica in pol resnica je laž. In zdaj, če pristaješ na laž, če iščeš bližnjice, to je tudi življenje, ni več življenje, ampak je to koma. Prepuščam te tvoji vesti. Ti mogoče rad naredil joba iz mene, a? Ti mene mogoče malo jobaš, a? Ne ti mene jobat! Poberi se! Prav, pa gremo ti tvoje Ninive, ne zaradi tebe, zaradi otrok. Evo, ta prizor sem si izbral, ker mi je všeč, kako si že zelo zgodaj skozi svojo estetiko govoril zgodbe drugih ljudi. In že praktično desetletje gradiš to zgodbo. Zdaj me pa zanima, po kakšnem ključu sploh izbiraš zgodbe? Ja, ne bi rekel, da je glih zdaj ful nek premišljen in pretkan načrt v ozadju. Rečemo, da je ta Besni prerok je bil en res med teh začetnih zgodb, ko sem povedal skozi en taki dokumentarni film Zgodbo nekoga. Pol so se pa stvari kar nekako dogajale iz projekta v projekt. Zdaj na začetku sem imel recimo srečo, da so se kar nekako prihajale te ideje, torej recimo Čudež, o sestri Tončki Krajnik, pa pol so tole videli, pa smo delali film o Gnidovcu z naslovom Pastir, pa pol se je to nekako naprej razširilo, recimo prav na primeri tega pastirja smo se začeli pogovarjati za film Goreči škof o škofu Volku. Vmes se je pol zgodil tudi film Kaplja na vedru o škofu Smeju. Pol sem pa mogoče že mogel pravzaprav malo preiti v to vlogo, da sem kako idejo oziroma v katero smer mogel malo zasaditi svoj trnek, da se je pol to uresničila. Pač mislim, da je recimo tam Goreči škof nek največji preboj bil na tem področju. Vse so me ljudje že prej spremljali, ampak tam se je res zgodilo tako, da sem dobil neko še širšo pozornost. Zdaj pa, če hočemo enkrat nadaljevati z neko kvaliteto filmov, se pa od takrat naprej tudi strošek filmov precej povečeval, kar pa pomeni, da na koncu moraš v resnici dostikrat iskati ljudi, zato ker tisti, ko te iščejo, imajo mogoče finančno zelo mala pričakovanja, pol pa moraš ti v resnici iskati tiste, ki pa lahko ta finančna pričakovanja tudi izpolnijo. No. Kaj pa bi rekel, da so glavne sestavine filma, ki ga označujemo kot Sipošov film? Se pravi, tako, zame je na prvo žogo bi rekel, da je neko čudenje nad lepoto stvarstva, pa čudenje nad posamezniki, ki so znotraj družbe dali nek določen pečat. Kaj je recimo zate z tvojega stališča? To je zelo težko vprašanje. Večkrat slišim, da nekdo reče, ja, to pa je tako zelo Sipošov film, ne? Ampak sam skoraj da ne vem, mislim, po moje je to vseeno neka vrsta ljudi, ki pač moje filme spremlja, ki pač ima mogoče celo oseben, mogoče sam tako posredno odnos z mano, pa pač me na ta način spodbuja. To, kot si rekel, recimo to čudenje nad stvarstvom, to gotovo je ena izmed teh stvari, ki jih po moje pač izžareva, čisto zato, ker pač je meni to res fascinantno, v kakem vesolju, v kakem svetu, v kakem stvarstvu konec koncev živimo. In pač je to nek del mene, ki se tule izraža. Ne vem pa zdaj, čisto reči točno, kakšna sestavina druga bi še tu bila, no, ker ponavadi sledim čisto enemu feelingu, kaj bi jaz rad gledal. Včasih je celo tako, sploh v zadnjem času ugotavljam, da to se po mojem marsikomu zgodi, da skoraj bolj uživam v ustvarjanju kot gledanju, zelo kritičen postajam oziroma prehitro ugotovim napake, pa niti ne napake, ampak mogoče neke zastranitve ali pa kakšne pomanjkljivosti pri drugih filmih, pa si pa rečem, zdaj,
a me res to izpolnjuje, da zdaj tu 2 ure preživim s tem filmom, ali raje moče nekaj ustvarjam. Pa daleč od tega, da bi jaz si mislil, da pa so moji filmi tisti, ki pa morajo zdaj izpolnjevati življenje vsakemu, ki si vzame tisto 1-2 ure, da pogleda moje filme. Ne? Sploh tega nimam v mislih, ampak me konec koncev to ustvarjanje mogoče bolj napolni, kot pa to, da bi zdaj konzumiral gore materijale. Ne? Zdaj, ko si glih omenil, da lahko filmi, da imajo lahko izjemno moč nagovarjanja. Recimo, ti si slovenskim gledalcem predstavil ene osebe, ki jih prej nismo toliko poznali. Predvsem recimo iz katoliškega okolja, recimo tle bi omenil Janeza Frančiška Gnidovca, ali pa tudi, se pravi, tudi osebe, ki smo jih že poznali, kot Anton Vovk, Alojzij Grozde in druge. A se dojemaš kot orodje, prek katerega Bog spregovarja ljudem? Ja, mislim, tako v marsikaterem pitchu, ki sem ga, pitch je torej nek dokument oziroma neka predstavitev projekta, ki si ga želiš, da bi ga nekdo vzel in ga podprl finančno in časovno. Ne? V marsikaterem takem tekstu sem zapisal, da pač posegamo po zgodbah, ki jih Slovenci še v taki obliki nismo slišali, ki jih morda nismo smeli slišati in da smo pač precej edinstvena produkcija v tej smeri, da pač si upamo te zgodbe tudi povedati. Slovenija je konec koncev toliko mala, da imam po eni strani srečo, da sem v pravem trenutku, na pravem času, da pač imam to čast te stvari prvič povedati. Sploh te medvojne in povojne zgodbe si do zdaj marsikdo ni upal povedati. Jaz sem se že za tem besnim prerokom, glih zanimivo, da si izbral tega besnega preroka, odločil, da bom pač imel to značko na sebi in da se ne bom okoli tega sekiral, torej da sem ustvarjalec, ki mu je pač vera in pač te stvari blizu in da tudi o teh stvarih spregovori. In Slovenija je pač v vsakem primeru situacija taka, da če se s tem označiš, padeš pač v nek predal, ki ga marsikdo na kakšnih pozicijah ne bi hotel odpreti. Zdaj pa, koliko je pa ta predal lahko velik in koliko je lahko teh predalov, najbrž v Sloveniji res ni jih velik, zato pač vem, da sem tu mal v neki, ne vem, če glih privilegirani, ampak res v redu poziciji, da pač so se projekti mi pojavljali na tem področju. Ne vem pa, koliko nas bi lahko bilo na tem področju. Jaz vedno pravim, dejmo, da nas je čim več, a ne? Ampak se kar ne pojavlja. Jaz sem zdaj že 10 let na tem področju, pa ne bi rekel, da se jih je veliko pridružila. Pač pridružuje se jih moje ekipi in pač ekipa raste, ne? Tako da če zdaj je ekipa velika, enih 15 ljudi, pomeni to, da pač enih 15 ljudi se sprijaznilo, da si bo dalo to značko nase, ne? Ker se pač podpisuje pod Cipoša, ampak nekih vzporednih drugih produkcij pa pač ne vidim, ki si bi upale to gordata, ne? Se pravi, bi lahko rekel, da si z izbiro tematik hotel ali pa ne hotel udeležen v nekem navideznem ali pa realnem kulturnem boju v Sloveniji? Ja, recimo, ja. Mislim, jaz že takrat, ko sem snemal tale film o Čušinu, sem bil mnenja, da mi ta neka pozicija biti črna ovca niti ni posebej všeč. Pač sem imel takrat recimo neke določene probleme že pri samem zagovarjanju tega filma, pač so imeli profesorja kakšne pripombe, ne, pa da tu ni konflikta v tem filmu ali pa kaj takega, ampak sem dobival kar neko trdo kožo in se nisem s tem preveč ukvarjal. In se mi zdi, da tudi zdaj, mislim, v resnici sem v zelo dobri poziciji, da se itak nimam kaj pritoževati. Nočem se pa tudi postavljati v kakršnokoli pozicijo, da sem tu kakršnakoli žrtev lahko daj. So prednosti in so slabosti, če se postaviš v to vlogo. Kaj pa, če bi sam mogel izbrati eno osebo, o kateri si delal film, recimo zgodovinsko, po kateri bi rekel, da tebi osebno Bog najmočneje spregovarja? A izmed teh, ko sem jih že naredil? Tako.
A imaš kakšnega favorita? Mislim, kljub temu, da mi je recimo film o Mešku tako zelo blizu, film z naslovom Tihi večeri, ker je to vseeno neka moja krvna vez, pa mogoče en izmed najbolj izpopolnjenih filmsko gledano filmov, kar sem jih do zdaj naredil, ker je tudi en izmed teh zadnjih. Se mi pa vseeno zdi, da je mogoče bil Goreči škof tisti, ki je najmočneje nekako sporočal ljudem, da ostanimo trdni v veri, tako kot hrast na poljani, v katerega piha veter z vseh strani. Pač to je bil nek Volkov citat, ki se me je takrat zelo dotaknil, ki je tudi v filmu nekako skozi razne simbole in skozi celotno zgodbo prepojen. In mislim, da je tisto gotovo en tak film, ki če tisto ne nagovarja ljudi, da pač naj ostanejo trdni v svojih prepričanjih, težko, da je kjer drug imel tako močno sporočilo, se mi zdi, da je to. Zdaj bi pa Roka prosil, če zavrti drug posnetek, da gremo na eno drugo polje tvoje ustvarjalnosti, tako da bi prosil za Kresnika. David je na samem začetku povabil ekipo Film Factory kot support na snemanju, kasneje pa v bistvu smo se nekako povezali tudi v postprodukciji, tako da na koncu se je iz tega sodelovanja razvilo neko koprodukcijsko sodelovanje in pač v veliko večji meri, kot smo si na začetku zamislili. Predvsem sem bil pa presenečen nad idejo, nad voljo, nad pogumom ožje kreativne ekipe, predvsem režiserja Davida Sipoša, da se je spravil z nekimi lastnimi sredstvi spraviti v tak projekt. Postopoma, korak za korakom, stopnica za stopnico in mislim, da sem zdaj trenutno na te stopnici, ko smo uspeli speljati 20-minutni film, nekoč bo pa uspel tudi 90-minutni celovečerc. Evo, zdaj smo slišali, da si upaš delati korake v neznano, kar zahteva pač pogum in te verjetno tudi stane živcev. Tako da me zanima, kakšen je občutek, ko kot mlad umetnik vložiš denar za projekt brez garancije, da bo uspel? Ja, mislim, po mojem smo filmarji vseeno malo neki zaljubljenci v svoje zadeve, tako da ne gledamo na take projekte čist investicijsko v smislu, zdaj bomo toliko investirali, kaj bomo dobili z tega, ne? Takrat sem imel oči res velike in da bomo z tega filma potem si naredili res referenco, ki nas bo popeljala polo Hollywood in tako naprej. Ampak po drugi strani si pa vseeno nisem tega nikoli postavil tako kot neki must do, oziroma da se to res more zgoditi in da je samo ta pot edina, ki me bo osrečevala. Marsikomu se zgodi, da si postavi neko pot v filmski sferi, da more doseči tisto nagrado, pa pol to narediti in edino takrat je srečen. Sem jaz tu imel to srečo, da sem kar hitro znal prilagajati svoje pričakovanja pa neko realnost, ki se je okoli mene dogajala. Je pa res, da je takrat to bilo pač kar veliko denarja, ki sem ga mogel vložiti, okoli 20,000 evrov, če se prav spomnim, je bilo tako čist mojega osebnih prihrankov in pač stvari, ki sem jih sproti delal, da sem pol vlagal v tole. Se projekt je konec konca skoraj eno leto nekako nastajal. In pač takrat se mi ni zdelo to, da bi neki veliki riziko delal, ker je pač bilo to res tisto, kar sem si res najbolj želel. Če si bil v tistem trenutku najbolj želel avto, po moje pol tudi danes ne bi bil na tej poziciji. In se mi zdi, da ta neko pametno porabljanje denarja skozi kariero se mi zdi zelo bistvenega pomena, da ne na začetku prehitro porabljaš za svoje namene, ampak da čim več vlagaš nazaj. Konec koncev je, če ustvarjaš eno podjetje, tako kot da si ustvarjaš en fond za penzijo, torej neka stvar, ki bo trajnejše delujoča. Super, hvala tudi za ta ekonomski nasvet. Če ste kakšni mladi tukaj, dajte Davida poslušati. Včasih si bil, se pravi, mali David proti Goljatu, zdaj pa postajaš del scene, del slovenske scene.
ampak tudi verjetno ob vsej trdi koži, ki jo danes že imaš, te verjetno kakšne stvari še vedno počneš prvič. Tako da me zanima, kaj je mogoče zadnja taka stvar, ki si jo počel prvič, oziroma ki je zahtevala od tebe več poguma kot običajno? Ja, zdaj, lani je bil kar tako posebno leto v smislu, koliko projektov smo naredili. Čistko iskreno bi rekel, da je po moje vseeno največji riziko lani bil projekt Sen 91, torej dokumentarno igrani film o slovenski osamosvojitvi, ki ga žal še niste videli. Malo se borimo z RTV-jem in podobnimi, da bo ta stvar prišla na plano, ampak konec decembra smo imeli eno tako bolj interno premiero filma. Torej gre za celovečerni dokumentarni film, ki pa je imel tako mal razburkan potek, kdaj je bil film čist v resnici potrjen oziroma odobren strani filmskega centra, kdaj smo dobili papirje, kdaj smo podpisali pogodbo in kdaj je pol tudi film mogel biti končan, ker je to se na koncu vse skupaj zgostilo v zadnjih par mesecev in če bi mi čakali tako po čist po neki človeški ziheraškosti, da bi pač čakali na to, da imamo vse črno na belem, tudi tega filma ne bi mogli speljati, tako da je bil kar en dobršen del lanskega leta v moj riziko. Torej, lahko bi vse skupaj padlo v vodo, jaz sem pač ekipo plačeval, da se je pač ta projekt razvijal naprej. Pravzaprav smo že začeli snemati, še preden sem imel vse skupaj črno na belem, tako da v tistih trenutkih, ko smo se bližali snemanjem, pa ko so se začela snemanja, pa stvari še niso bile čisto rejene, je bilo tako kar stresno, ker v resnici bi v tistem trenutku lahko pač izgubil čisto vse prihranke, ki sem kadarkoli imel, če bi stvar padla v vodo. Ampak na koncu, ker je pač stvar šla skozi, se mi je to pač dvakrat povrnilo. In zdaj to je nek tak riziko, ki ga pač po moje čisto vsak direktor kakega podjetja kdaj doživi oziroma ga doživlja najbrž kar na konstantni ravni, da pač upaš, da bo stvar šla skozi in da moraš biti pripravljen neke posledice nositi, če se ti pa pač vse skupaj dobro obrne, pa pač zgleda, kot da, mogoče marsikomu zgleda, gled, kako njemu fajn gre, v resnici se pa ne zaveda tistih mesecev prej, ko bi pa lahko čisto vse izgubil. Gotovo pa v tem tudi zrasteš v vodstveni funkciji, si predstavljam. Ja, najbrž, ja. Okay. Zdaj se bomo pa spet malo vrnili na eno drugo področje in sicer tudi tvojo pot, tako kot pot večine filmskih ustvarjalcev so zaznamovale sanje o Hollywoodu in tudi večkrat si šel sam čez lužo, tam mogoče se niti nisi toliko našel, si se potem, bi rekel, nekako vrnil spet domov in pol iz domače sobe spet nazaj prišel v Ameriko. Tako da bomo zdaj si pogledali en trailer oziroma uvodnik za film Doctors of the Church ameriške mreže IWTN. Leo I the Great was truly a titanic figure. He literally saved Rome from destruction. It was a time of chaos and heresy, a time when new fire was needed in the church. Leo is considered not only great in himself, but a significant figure in early Christian history. One of the Eastern bishops gets up and yells out, "Peter has spoken through the mouth of Leo." A defeat for the enemies of the church, a renewed path to truth and hope. He is justifiably called the Great, and he is justifiably a doctor of the church. Pope St. Leo I the Great, Episode 3 of EWTN's exclusive series on the Doctors of the Church, here on the Eternal Word Television Network. Se pravi, ta televizijska ekipa oziroma televizijska medijska hiša je uporabila tvoje posnetke za svoje projekte oziroma ti jih delaš prav po naročilu. Pa me zanima, če ima tako delo oziroma delo za tako veliko organizacijo kakšne posebne izzive, ki se jih gledalec na koncu sploh ne zaveda. Recimo, a moraš biti še posebej pozoren na kakšne obleke, da ustrezajo neki teološki definiciji ali pa kaj takega?
Ja, na srečo imamo v ekipi kar nekaj teologov. Tako, to je tudi zanimivo sicer, da se mi zdi, da filmsko ekipo v resnici ne gradiš s tem, da iščeš ljudi, ki so s filmskih vod, ampak pravzaprav iščeš ljudi, ki pač so iznajdljivi, ki so prilagodljivi, ki pač jim je mar do takih tematik, ki jih delaš, in pol se marsikero področje, ki je čist filmsko, tudi pokrije, zato ker pač ljudje imajo itak mnoge talente. Drugače pa ja, pač snemanje teh zgodovinskih prizorov, ki smo jih lani, torej ta Po vpliv The Great je bil nek začetek sodelovanja z njimi, torej to smo 2019 snemali. Posneli smo enih 6 scen z življenja tega papeža. In potem smo v 2020 posneli 3 epizode za njih, lani smo pa naredili že kar enih 25, se mi zdi, vsega skupaj. Tako da se je to zdaj res razširilo, koliko delamo za njih. Pač precej iznajdljivosti je treba, da poskušaš posneti skoraj da celotno zgodovino znotraj ene Slovenije, zato ker potujemo od Mehike do Italije, do Pariza, pač vse posod gremo, ampak nikoli ne prečkamo slovenske meje, skoraj dano. Ta Po vpliv The Great je bilo glih nekaj malega posnetega tudi na Hrvaškem, pa lani smo glih enkrat šli nekaj na Hrvaško, drugače pa skoraj vedno najdemo lokacije v Sloveniji. Tudi zdaj smo glih pred kratkim snemali eno stvar, ustanovitev Knights of Columbus, ki se dogaja tudi v Ameriki, pa smo pač našli slovenske približke teh lokacij in se tudi to najde. Okoli kostumov je bil tudi kar en tak razvoj, kako smo na začetku precej eksperimentirali in pač zanimivo je, da kdo ima malo nekega okusa, pa malo iznajdljivosti, pa pol iz parih oblek naredi neko novo obleko, pa pač zgodovinskih napak v teh naših dramatizacijah je gotovo en kup. Trudimo se sicer, da bi jih bilo čim manj. Včasih je kakšna napaka celo malo namenoma, zato ker če bi stvari delali čist zgodovinsko korektno, so kjer stvari že tako malo oddaljene, da se bi nam zdele čudne, tu pa konec koncev gre za nek efekt na gledalca, da se ne on pol preveč sprašuje, kako je zdaj, pa to delajo čist drugače, kot bi si človek mislil. Ampak se je mogel zdaj skozi ta proces, da zdaj toliko stvari delamo za njih, razviti kar enih par sektorjev v studiu, da lahko to pokrivamo, da lahko potujemo skozi čas tako kostumsko. Pač tu so recimo neki fundusi, kot je opera ali pa Viba ali pa kaj tazga, precej koristno, da gremo tja in najdemo stvari. Treba je bilo najti nekaj ljudi, ki se radi s tem ukvarjajo, ki imajo neki občutka za take stvari. Zdaj sploh, ker je to ratala toliko obširna produkcija, da ne more več en človek za vse stvari skrbeti in smo lahko to malo razdelili v neke sektorje. Pa seveda igralci, ki mogoče ena zanimiva reč okoli igralcev je to, da dostikrat težimo k temu, da kakšne duhovnike v resnici igrajo duhovniki, ker imajo nek poseben občutek do stvari, ki jih ponovadi tudi uprizarjamo, recimo darovanje svete maše ali pa sveta Euharistija, ko nek igralec, ko bi pač to sicer naredil, bi ga mogel čisto naučiti, kako to početi, po drugi strani pa niti ne bi izžareval mogoče tistega enega spoštovanja ali pa čudenja, ki ga duhovniki naj bi, pa ga večinoma tudi nosijo že sami v sebi. In ko odigrajo eno tako sceno, se pač vidi neko razliko. Lani smo snemali eno epizodo o nekem čudežu v Lancianu v Italiji in je tudi bilo zanimivo, da je duhovnik, ki je igral tega duhovnika, potem na snemanju je bilo tako precej normalno, ampak pol je Vida klical, mislim, da naslednji dan in je rekel, da se mu zdi, da pa on zdaj še po tem snemanju je nekako posebej razmislil oziroma ponotranjo to Euharistijo, ker je ta čudež, ko se pač hostija spremeni v meso, to je ne vem iz katerega stoletja, 11. 12. stoletje se je to dogajalo.
da je tako pol še razmišljal o tem in da se mu je tako res nekako globoko to zapisalo, da je pač on kot da na nek način doživel nek svoj čudež, a ne skozi to igranje. Tako da je malo posebna produkcija, to v smislu, ne iščemo zdaj samo neke navadne igralce, ki to odigrajo in je to, ampak je zelo prepleteno s tem, da pač je ta vsebina precej v ospredju, kaj pravzaprav snemamo. A pa imaš, glede na to, da v bistvu ti ful delaš, si zelo plodovit skladatelj, se pravi režiser, vodja, karkoli direktor, a imaš kdaj občutek, da delo postane idol, namesto da bi bilo sredstvo za približevanje Bogu? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Prav taka beseda, recimo, zdaj se mi marsikdaj, mislim, ni neki ful utrnila v zadnjem času. Mislim, da je to sicer v redu se ves čas malo o tem spraševati, ne, da torej ta konstantna rast, konstantni napredek, konstantne povečevanje ekipe in izboljševanja tehnike in vsega tega, ne, se včasih zdi res tako, kot da hrepeniš po tem, da bi to počel in to izboljševal sam zaradi tega, ker je pol večji izkupiček in vse po vrsti. Pol pa si človek spet najde neko razlago, kako z druge strani na to pogledati. Glih zdaj pred parimi dnevi sem se na enem intervjuju, pač ko sem intervjujal eno bodočo zaposleno, pogovarjal z njo ravno o tem, da je recimo povečevanje ekipe pa konc koncev itak dobro zaradi tega, ker širimo neko socialno varnost znotraj ekipe. Zdaj, na začetku vse skupaj delaš z zelo velikim rizikom. Torej, če nekdo zboli, pravzaprav lahko vse skupaj postaviš in čakaš, da on človek prije nazaj, če velik del bazira na tem človeku. Ko imaš pa ti več ekip ali pa več ljudi, ki pokrivajo podobno področje ali pa isto področje, pa pač lahko en zgine in pač drugi nadomestijo tisti del. In zaradi tega pomeni, da bo tudi tisti človek, ki pač je zdaj na vrsti, da prevzame kako odgovornost, normalno služil naprej in se ne bo vse skupaj zaustavilo, zaradi tega, ker je on ta drugi zbolel, in pač se širi ta neka varnost med sodelavci samimi. Tako da ima neke pluse in minuse, lahko pa vse skupaj gledaš skozi številke in pač je tudi se ti zdi, več ljudi imam, večji procent ostane, več si lahko prvoščim. Ampak vsaj zaenkrat mislim, da me ni še to toliko potegnilo v to smer, da zaenkrat se mi zdi, da sem še vedno precej v fazi vlaganja v podjetje, kot pa da bi iz njega nekaj velikega hotel dobiti. V resnici sem si jaz lani svoj prvi avto kupil, pač pri 33 mislim, da nisem en izmed zgodnih. Super. Zdaj, ko sva glih del svetopisanskega maratona, me zanima tudi, kako se ti kaj razumeš s svetim pismom. A je na nočni omarici ali je na knjižni polici? Tu zdaj zanimivo, ker sem v sobi, ko je precej blizu, ampak ni v neki dnevni uporabi, to moram priznati. V otroštvu smo se enkrat spomnili, ali smo celo dvakrat šli skozi nek sistem, ko v 365 dneh celega prebereš. To mi je tako ostalo precej v spominu. Zdaj pa, ko recimo pač delamo te projekte, se pač večkrat srečujemo z nekimi odlomki in pač mi je nekako ves čas prisotno. Torej, ne morem reči, da sem kakorkoli pozabil na njega v smislu, da ne bi imel stika, ker bi delal neke čistih stvari. Tako da skozi vsak projekt se me mogoče kak odlomek ali pa kak citat spet dotakne. Bi pa rekel, da zdaj čist v osebnem življenju pa ga pol dodatno še ne vzamem, zdaj pa mogoče rabim kdaj spet kako spodbudo, da tudi to naredim. In svetopisanski maraton je več kot odlična spodbuda. Tako. Super. Tvoji filmi so tudi pogosto postavljeni v tradicionalno krščansko okolje.
pa imam zdaj malo tako izziv. Se pravi, da je Jezus je pa v svojih govorih pogosto izzival tradicijo, pa verske navade ljudi svojega časa. Tako da me zanima, a si tudi kdaj razmišljal, da bi izval svojim delom naš odnos do tradicije? Se pravi, da bi se gledalcu vprašal, a gradimo na človeškem ali na božjem temelju? Aha. Ja, se poskušam spomniti, kje sem šel najbolj v to smer. Zanimivo mi je bilo recimo pri Mešku, torej pri filmu Tihi večeri, ko sem dobil nekaj negativnih kritik na to, da sem v filmu vseeno ohranil zgodbico o tem, kako je Meško z Sokličem v Slovenj Gradcu večkrat se dobil in sta ga tudi kaj spila in pol debatirala o tem, ali Bog je ali Boga ni. Pač to je sicer bila čisto neka osebna zgodbica enega človeka, ki je pač enkrat Meška srečo in je to nekako slišal. Ne? Jaz sem pač to pustil nota, da torej tudi nek duhovnik se lahko o teh stvareh sprašuje in da to ni nič narobe. Se mi zdi, da poskušam pri teh filmih sicer iti malo stran od nekih hagiografij, ki so čisto svetniško zapisane, pa pač res nič slabega o teh ljudeh ne zvemo. Ampak, če imamo pri Grozdetu njegovo vročekrvnost, pa kako ga je ta včasih držala nazaj, smo tudi to v filmu vključili. Zdaj pri Slomšku, ko ga delamo, sem tudi poskušal najti neko lastnost, ki bi bila Slomškova in bi ga ne prikazala mogoče čist svetniški luči že kot takoj od otroštva naprej, ampak je tudi on imel neke napake, torej ta neka koleričnost in mogoče malo vzvišenost, ki je včasih, mogoče, da smo si kjer stvari malo zmislili, ampak konec koncev smo ljudje, tudi svetniki so bili ljudje in so mogli iti skozi nek proces, da so se na koncu ustvarili v svetnike. Tako da jaz bi rekel, da so to mogoče še najboljši neki poskusi, da hočem iti proti temu, oziroma da hočem pokazati, da dajmo se malo spraševati, a je vse samo lepo in tako, kot so nam pravili, ali mogoče je vzadaj vseeno nek človek iz mesa in krvi in z svojimi grehi in napakami. Tako da bi pa zdaj prav kdaj hotel posebej izpodbijati, to pa mi ni nekako prišlo pod roke. Kaj pa, če bi imel možnost eno svetopisemsko zgodbo spraviti na platno, pa da ne bi bil omejen s proračunom? A imaš kakšno idejo, kjera zgodba bi to bila? Svetopisemska? Ja, lahko celo in stara in nova zaveza. Aha. V resnici nisem niti veliko o tem razmišljal. Mogoče bi lahko enkrat naredili en film o ustvarjanju sveta. Vedno sem bil navdušen nad vesoljem, nad neko velikostjo sveta okoli nas in izven zemlje. Zelo mi je recimo pri srcu, mogoče bo kdo poštekal to foro iz štoparskega vodnika po galaksiji, je neka močilna naprava, ki te pač spravi v to totalno perspektivo svoje majhnosti proti celotnemu vesolju. To je tudi ena izmed mojih nočnih mor iz otroštva bila, da začutiš to velikost, in moče je bil to lahko neki, vse ziher je bilo kaj na to temo narejeno, bolj se predstavljam bolj nek BBC, ampak je tazga, ampak jaz bi probal narediti vse skupaj še v neko zgodbo, torej malo bolj z krščanskega vidika, da bi pač še to vključil. Sej pač lahko govorimo o zemlji in o milijardah let, ampak da bi pa vključil še enega gospoda z brado, ampak recimo to bi ziher bilo precej drago, pa da bi dinozaure pokazal, Super. Evo, ker pa nisi ti samo, se pravi, ne delaš vsebin samo na verskem področju oziroma s krščansko tematiko, si bomo pa zdaj še zadnji odsek zavrteli izpod rok tvojega studija oziroma v sodelovanju tvojega studija, tako da Rok bi kar prosil še za zadnjo.
Jaz moram priznati, da sem bil čisto navdušen nad to koreografijo in nad lepimi premiki tudi kamere. Me pa zanima, kako ti doživljaš, se pravi, oziroma kako je bil prvi trenutek, ko si se mogel odpovedati absolutni kontroli nad kreativnim procesom. Se pravi, ko je nekdo namesto tebe odločal o tem, kaj se bo zgodilo, ampak ti boš pa podpisan, oziroma vsi bojo to asociirali s tvojim imenom. Ja, sicer ta stric iz ozadja, moram priznati, da mi je še kar všeč vloga, no. Je pa res, da je to zaradi tega, ker te ekipi oziroma tem ljudem, ki to počnejo, ki se recimo prav to Prešernovo proslavo delajo, ki, ne vem, zdaj vodijo podekipe v mojem studiu, pač 100% zaupam, ne. In so šli vsi skozi nek proces počasnega upeljevanja, da sem videl, kdo so, da vidim, kaj zmorejo, da so se tudi mogoče naučili skozi leta, pa svoje talente razširili na področju, ki so potem v prihodnje in oziroma že zdaj bili pokazani in bili koristni. In mislim, da tu nimam nekega posebnega zadržka, da pač te ljudje ustvarjajo, ker sem skoraj vedno prepričan, da bo dobro, a ne. Do zdaj me še niso razočarali in recimo Matijas, ki je režiral tole Prešernovo proslavo, je potem lani tudi zrežiral prvi celovečerc, ki je izšel izpod rok studia Sipoš. Torej, jaz sem se odpovedal nekemu filmu, ki bi sicer vsi rekli, da je to prvi celovečerc studia Sipoš, ampak sem tudi to dal recimo Matijasu in mi ni bilo problem, da pač on vodi nek tak projekt. Okoli tega, da je pač stvar dobra, sem bil 100%. Je pa res, da, tako kot si rekel, na koncu bojo ljudje to asociirali z mojim imenom oziroma z studijskim imenom in toliko kot lahko jaz dodatne slave oziroma nekih pohval preko tega dobim, lahko koncu riskiram tudi takrat, ko bo ena stvar slabo narejena. Tako da to pa moram pač vzeti v zakup, da pač se lahko zgodi, da kjera stvar ne bo na koncu takratala in tudi takrat bom mogel to jaz nositi na sebi, a ne. Je pa res, da poskušam studio nekako voditi vseeno, pač tudi, zato je tudi ime studija kar po mojem priimku. Dolg časa sem sicer tuhtal in imel neke svoje ideje, da bi bilo to neko bolj generično ime oziroma neko splošno, kjer se bi jaz lahko čisto skril v ozadje. Zdaj sem se nekako sprijaznil, da se pač to povezuje z mano in z mojim imenom in zaenkrat mi je pač to čisto okej, da se stvari podpisuje, oziroma no, to smislu povedati. Pač ta ekipa, ki raste poleg mene v tem studiu, ponavadi ni toliko izpostavljena, ker jih pravzaprav hočem narediti kot neke stebre studija Sipoš, ne pa kot neke freelancerje, ki pač delajo z mano oziroma za mene. Tako da z tega vidika tudi ustvarjam v resnici neko bolj trdno ime, pod katerega pa pač lahko več ljudi dela, ne. Kaj pa recimo voditeljstvo studija Sipoš recimo pomeni za tvoj odnos z Bogom? Predvsem, ko se toliko ljudi zanaša nate, a je sploh možno izpustiti volan? Ja, zelo težko po moje. Mislim, poskušam iskati sicer majhne delčke mojega dela, ki bi jih lahko dajal počasi na ljudi, ampak vidim, da je to kar težka naloga, zato ker čist celotnega pregleda pravzaprav noben drug nima kot jaz, vsaj v tem trenutku. In so zaenkrat te pregledi, se to zanimivo tudi glih, da se zdaj pogovarjava, glih v teh dneh sem recimo delal backupe, kdo je še admin tam v enem programu, kdo je še admin v drugem programu, da če pač mene jutro avto povozi, da lahko vsaj rešimo ekipo in pač tudi brez mene vejo, kjer password obstaja za neko reč in tako naprej. Če je sploh možno volan spustiti, bi rekel, da je, mislim, neka želja sicer je, ne? Torej, najti ljudi, ki bojo vodili celotno zadevo je, ampak včasih to zelo težko, sploh če ne namensko iščeš samo enega takega človeka, ne? Ker recimo, če v prvi vrsti iščeš nekega kreativca, pa na koncu vidiš, da je on res dober v tem nekem kreativnem procesu in v, ne vem, pisanju ali montaži ali čemorkoli,
na koncu ga skoraj da nočeš dati v menedžerja, zato ker izpolnjuje tam toliko neko pomembno funkcijo in je škoda ti žrtvovati njegov talent, da bo na koncu se njegov talent mogel skriti, zaradi tega, ker bo dobival vedno bolj menedžerske vloge, ki sicer, mislim, njegov talent je zelo pomemben, da obstaja, tudi če na koncu samo menedžer, zato ker bo skozi njega pol izžarevalo pol drugi ljudje, ki bojo to počeli, ampak pač ugotavljam in poskušam ugotavljati, pri kateri številki je katera funkcija res pomembna, torej pri kolikih zaposlenih moraš razmišljati o človeku, ki se ukvarja samo z urniki od drugih zaposlenih, a ne? Pri kateri številki moraš iskati nekoga, ki ves čas skrbi samo za računalnike in da pač te stvari štima. Mislim, tako, do zdaj je dosti teh vlogic bilo vedno tako precej vezanih na mene, mi je pa to neka misija za naslednjih par let, da probam najti ljudi, ki bi lahko me zamenjali in tudi če čez 3 leta pač se jaz hočem skriti, to obstaja ta možnost. Ampak to ni zdaj z tega vidika, da bi se jaz hotel skriti, ne? Ampak čist spet mogoče ena stvar je iz vidika varnosti, da lahko oni nadaljuje to delo. Trenutno sem pač 100%, da pač je par ljudi v tem studiu, ki jim to veliko tudi osebnostno pomeni, ki jim to veliko pomeni zaradi tega, ker delamo take stvari, ki pač nekako tudi svoje poslanstvo živijo skozi ustvarjanje in bi bilo škoda, da takrat, ko pač mene ne bi bilo, oni ne bi več tega mogli početi in bi rad recimo ustvaril eno tako dovolj trdno zadevo, da pač ta stvar lahko se nadaljuje. Bi pa pač, mislim, ugotavljam pa tudi, katera funkcija mi je pa tista, ki mi je najbolj blizu, a ne? Ker zdaj včasih se primerjam z katerim izmed zaposlenih, pa vidim tako, nobenemu ne vi povedati, a ne? Ampak da sem v resnici precej slabši na tem področju, kot je on, a ne? Pa na tem področju sem mogoče slabši, pa on hitreje pride do neke rešitve, pa tule mi ne tako možgani hitro delujejo kot unmo, a ne? Ali pa, ne vem, ta človek ima tu dosti hitreje porihtane stvari, kot jaz včasih tuhtam cel dan, a ne? In pač na koncu sem mogel odločiti samo tisto, kaj mi je res všeč, pa kaj me izpolnjuje, ne? Mogoče ne bom na tistem področju najboljši, ampak upam, da bom pa pač lahko ostal v tistem, kar me res izpolnjuje. Ne vem pa, če bi rad šel čist v neko menedžersko pozicijo, kjer res samo gledam, kako podjetje deluje in pač malo vse skupaj usmerjam, nisem pa več pri kreativi. To dvomim, da me bo. Mislim, ne bi rad, zaenkrat je tako, da mi ta menedžerski del vedno večji procent časa zauzema, ampak imam tole rešilno bilko, da sem še snemalec in pač tam si praktično biti prisiljen 12 ur skoncentriran na setu in razmišljati o filmu. Še ena posebnost tvojega studija je, da vaši filmi oziroma filmi tvoje ekipe ponavadi ne pridejo najprej v kino, ampak so distribuirani tako po lokalnih skupnostih, kot da se ustvarjajo po Sloveniji take speče celice, ki se dvignejo takrat, ko David Sipoš izda nov film. Zdaj me zanima, je to načrtno ali čist po naključju? To je praktično čisto naključje, zato ker kino ima po eni strani malo omejitve v tem, da malo kdaj tam predvajaš film, ki je dolg pol ure ali pa 1 uro. Mogoče smo glik zdaj za 2021, ko smo končno naredili naš prvi celovečerc, stopili v to pozicijo, da bi lahko rekel, ok, zdaj pa je kino legit neka opcija. Tako da okoli tega se ne bi niti rekel, da pač sem kakorkoli zapostavljen, da nisem šel skozi kina ali pa kaj tasga. Se mi zdi, da nismo bili na tem nivoju oziroma vsaj kar se tiče dolžine. So pa te skupnosti mi tudi dale neko posebno doživetje v zadnjih letih, da smo filme predvajali čisto lokalno v župniščih, v razredih, v kulturnih domovih. Škoda sicer zato, ker je pač zdaj prišla ta korona in je to čist spremenila in se pravzaprav tudi za naslednji film, torej film o Slomšku, malo sprašujem, a se bo ta metoda vrnila ali je pravzaprav jo povozila, torej da se to ne bo vrnilo.
nočem kakorkoli kaj napovedovati, ker res ne vem, v kaj se bo obrnilo. Smo v tem času sicer poskušali pač te nove medije, torej da sta film Tihi večer in Kraljica miru šla direkt na splet, kar je bilo mi tudi takrat, ko smo delali te spletne premiere, zanimivo, da drugi filmarji se niso lotili teh metod, pač kot da šparajo raje film samo zato, da bo pol nekoč v kinu. Tu smo se mi odločili, da pač se tega ne bomo šli in bomo pač dali film ven. Upam pa, no, da bi nek Slomšek recimo lahko prišel v kino, ampak to je bilo mogoče bolj neko upanje še pred korono, pa neko razmišljanje, zdaj pa, ne vem, moramo v naslednjih mesecih res razmišljati, kaj je pravzaprav prava metoda distribucije za take stvari, a ne? Mislim, konec koncev je pomembno samo to, da čim več ljudi to vidi in da se ljudi to dotakne. Zdaj pa včasih je tudi pri številkah tako malo triki, ker včasih imaš ti gledalca, ko ga povabiš v neko veroučno učilnico, pa jih je tam 15, pa se ti zdi, da je imelo večji efekt, kot imaš, ne vem, 1000 gledalcev na spletu, pa pač itak veš, da jih je, ne vem, 90% ali pa 80% stvar tako malo z eno oko gledala, eni so malo preklikali, nobenega odziva pa nimaš, koga se je to v resnici dotaknilo. Tako da je sicer malo vsebično gledati z tega vidika, da hočeš videti ljudi v oči, ko se jih film dotakne, ampak malo več pozornosti pa ziher tudi človek da enemu filmu, ko se nekam vsede, pa ga nič ne moti. Ne? Zdaj pa v času Netflixov in HBO-jev pač ne vem več, a bomo šli še nazaj v to neko družno gledanje ali bomo vedno bolj individualno na neke manjše enote odcepljeni kot gledalci. Zdaj se v bistvu ti že počasi postaješ avtoriteta na filmskem področju, tudi nastopaš v kakšnih žirijah filmskih, tudi imate znotraj studia Sipoš, ste imeli natečaj Wonderfest. Ti osebno si poslanstvo odkril na eni, bi rekel, ekskurziji v Albanijo in verjetno ne bom imel vsak take sreče, da bi se mu to zgodilo. Tako da me zanima, če imaš zdaj kot direktor studija, če imaš kakšen trik za mlade, kako bi odkrili svoje poslanstvo? Ja, mislim, vse polko razmišljam o tem, a ne, sej poslanstvo, a ne, sej odkriješ poslanstvo, ampak se mi zdi, da je toliko pa pol bazira na tem, da si res pripravljen delati na tem, a ne, ker škoda mi je recimo za marsikoga, ki odkrije neko stvar, ko mu je všeč, pa si misli, to hočem, a ne, pol pa ne vztraja dovolj časa in se mu na koncu zdi, kot da to ni bilo njegovo poslanstvo, a ne. Kako odkriti svoje poslanstvo? Mislim, ja, jaz sem imel res ful sreče na tem področju, da sem pač to takrat odkril. Je pa tudi res, da ne vem, jaz do takrat, torej to sem bil star okoli 18 let ali 17, a ne, nisem se nikoli s filmom ukvarjal, pravzaprav nisem nič vedel o filmu na ta filmski način. Bilo je še vse skupaj malo pred fazo nekih telefonov, ko lahko danes pravzaprav vsak nekaj posname. In je bilo tako to nek magic moment, ko sem v nekem trenutku vse naenkrat sprobal. A ne? Danes pa je po moje za marsikoga ta magic moment, da tako v enem trenutku vse skupaj sproba, skorda nemogoč, ker čist vsak že nekaj snema. A ne? Vsak hišnik, pa vsaka gospodinja je še doma filmski režiser, ker posname malo otroke. A ne? Takrat tega ni bilo tako ful možno. No. Mislim, vse so bile kamerce, res manj ljudi se je s tem ukvarjalo in je pač bilo fajn, da sem to na nekem takem trenutku odkril. Jaz bi rekel, da predvsem kako odkriti poslanstvo, to težko rečem kako, bi pa rekel, da vztrajati pri neki stvari, za katero se odločiš, je pa še dosti bolj bistvenega pomena. Super. Zdaj bomo pa še par vprašanj odgovorili, ki so se tukaj na desni strani pojavila. In sicer prvo je mogoče malo za šalo, mogoče tudi ne. A morajo igralci na audiciji citirati kakšno vrstico iz Svetega pisma? To ne, je pa zanimivo, recimo sploh zdaj, ko delamo te dramatizacije in pač imamo marsikdaj
snemamo kako pridigo ali pa nek nagovor ali pa kaj tasga. In pol tako dobimo recimo neke statiste ali pa igralce za tisto sceno, ki recimo res nič kaj nimajo veze z krščansko vero ali pa tudi niti ne poznajo nekih tega besednjaka in pol jim tako vid na snemanju, ko ponovno režira, reče, no zdaj pa govorite malo o tem, kako je Bog odvečno in pač kako je ali pa neke zvezi s Sveto Trojico, ne, pa dajte povedati, kako so Oče, Sin in Sveti Duh, tako. In njemu se zdi tako ful logično, vse skupaj ful enostavno, medtem ko pa mora pol malo improvizirati, sam se ne snemamo zvoka, ampak snemamo samo človeka, ki pač nekaj razlaga, ne? Pa se pol vidi, da se takoj zašteka, ne? Ko nam se zdi tako enostavno, pa ja, se pove nekaj o dobroti, o stvarstvu, pač ti besede same od sebe prihajajo, ne? Če si s tem gor rasto, tako da pol na koncu včasih preidemo, da raje govorijo o vremenu, tako da tudi s tem se pol preživi. A pa se ti kdaj, če zdaj omenim še vprašanje Urške, a se ti kdaj pojavi kakšno eksistencialno vprašanje, zakaj sploh to počnem? Bogu hvala, da ne. Ne, mislim, tu res se težko skorda uživim v nekoga, ki ni najdel nekaj tasga, ker sem v takem lepem trenutku to odkril in od takrat sem bil 100% ali pa 99,9%, da je to. Se mi zdi, da je bila še največja tako mini kriza, ko me prvič niso sprejeli na AGRFT, to je že zelo dolgo nazaj in sem si rekel, ok, zdaj bom pa en mesec malo razmišljal, kaj sploh hočem v življenju, grem še enkrat skozi to ali ne grem, ali grem kam drugam in sem se pol odločil, da bi šel na Češko, no, se ne bomo zašli v to, ampak tam sem si malo rekel, kaj je zdaj s tem, zakaj se je zdaj to zgodilo, ne. Ampak od takih trenutkov je res bolj kot ne samo to. In me čisto vsak dan, ko si rečem, danes bom pa delal na filmu, navdušuje. Čeprav je danes to bolj kot ne, danes bom pa delal na ekipi, danes bom pa delal na tem, da bojo imeli zaposleni dober dan, oziroma da se bojo počutili oni nekako koristne v te navezavi, pa da bojo oni našli poslanstvo. To so zdaj vprašanja, ki se mi večkrat pojavljajo kot to, a jaz najdem. Se mi zdi, da sem jaz tako, res imam to srečo, da sem to najdel to. A bi lahko tako, kot si zdaj omenil za svoje zaposlene, bi lahko tudi za naše poslušalce zdaj z eno spodbudo vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, zapakiral, tako da ne bi ostali samo pri poslušanju, ampak bi probali nekaj od danes tudi naprej v svoje življenje uporabiti. Imaš kakšno idejo, kakšno spoznanje ali pa kakšen tvoj mogoče moto lahko vsak od nas na svojem področju uporabi? Ne jamrati, ampak delati. Mislim, jaz sem zelo tako pragmatičen v tem smislu, da se mi zdi, da pač nas res samo neka konsistentnost, neko trdo delo nekam pripelje. In če nisi pripravljen za neko reč, ki se ti zdi, za katero bi rad živel, pa je to, ne vem, magari imeti pasjo šolo ali pa izdelovati, ne vem, igrače za otroke ali pa kaj zvem, no, karkoli. Da če se ti zdi, da je to, pojdi tako daleč, da preskočiš vse partije, ki so v naslednjem pol leta, da si pripravljen vsak večer temu nameniti, da za novo leto ne greš žurat in bi rekel, da se bo nekaj zgodilo na tem področju. Da, sam ta vztrajnost. Dragi poslušalci, trda je Davidova beseda. Jaz ti želim še naprej čim več sreče na tvoji poti, mogoče niti ne toliko sreče, ampak tako kot si rekel, vztrajnosti, pa da bi nas Božja beseda še naprej dosegala tudi prek tvojih filmov. Vse gledalce pa vabim, da greste na spletno stran sipoš.com, kjer si lahko že takoj po tem pogovoru izberete en film iz knjižnice Studia Sipoš. Hvala vsem za ogled in hvala, David, zdaj pa še Tanji prepuščam besedo. Hvala. Hvala lepa našemu dragemu gostu Davidu, hvala lepa Nejcu za super vprašanja, mislim, da so bila zelo zanimiva.
In hvala vam, dragi naši slušatelji. Ob koncu nocojšnjega dogodka vas vabimo še k darovanju. Svetopisemski maraton namreč pripravljamo ekipa prostovoljcev, v ozadju pa je tudi ekipa zaposlenih Svetopisemske družbe, ki seveda skrbi za vso to tehniko, da maraton teče brez težav. Hvaležni bomo za vsak vaš dar na spletni strani www.svetopisemskimaraton.si. Lahko kliknete na rubriko Daruj in boste lahko nakazali svoj prispevek. Tudi majhnega prispevka se zelo veselimo. Tako da prisrčna hvala že vnaprej. Želimo vam lep večer, naj vas Božja beseda spremlja, vas nagovarja in napolnjuje. In pa vidimo se tudi prihodnje leto. Lahko noč!